Poskus moškega iz Connecticuta, da bi preživel prejšnji mesec, se hitro spremeni v beg, da bi si rešil življenje. Poskušal sem zaščititi svoje dekle, ker je potegnil pištolo in sem se bal za svoje življenje. Ali vsaj tako on pripoveduje. Torej je rekel, da je nekdo potegnil pištolo. In pol se je odpeljal od tod. Ne, odpeljal se je, ker je on storil to, ampak... Zdaj so policisti ostali, da razrešijo ta kaotičen prizor. V redu, res ne vem, kaj se dogaja, ampak lahko vam pomagam. Ne, on je tam. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sam Elizabeth Knowles. Ko so policisti v Southingtonu v Connecticutu se odzvali na klic na številko 911 v restavraciji Taco Bell, niso bili prepričani, kaj bodo našli. Vidijo avto z uničeno pnevmatiko in poškodovanim sprednjim delom. Slišijo žensko, ki tuli in prejmejo več poročil o nožu in pištoli na prizorišču. 23. avgust 2023. Smo v Southingtonu v Connecticutu. Ura je malo čez 23:15. Ko po policisti policijske polave Southington napoteni v lokalno restauracijo Taco Bell. Dobili smo resno prijavo, da je bila vpletena pištola. Ti me potegnil nož na nas, ti po tistem avtu. Tisti tip v tistem avtu, ja. Rekel je, da je nekdo v tem avtu potegnil pištolo. To je moj avto. Ne. V redu. Zaposleni v Taco Bellu so policiji povedali, da je stranka na avtopostrežbi, kasneje identificirana kot 21-letni Jonathan Jenkins, grozila in jih celo preganjala z nožem, ker mu niso hoteli dati brezplačne hrane. Ampak Jonathan trdi, da je bilo ravno obratno. Zaposleni naj bi mu zavrnili izdajo hrane, za katero je plačal, nato pa rekli, da bodo vzeli pištolo in ga ustrelili. Medtem ko so policisti skušali ločiti dejstva od izmišljotin, so ločili tudi vse, ki so bili v avtu z Jonathanom. To vključuje njegovo dekle, njegovega brata Clifforda in neidentificiranega prijatelja. In ko policisti poslušajo Jonathanovo plat zgodbe, izvemo, da to ni prvič. Policija je že imela opravka z njim. Vi trije, usedite se tam. Tudi jaz, kaj ne, gospod? Ja. Seri. Predvidevam, da gre za sistem za naročanje preko mobilnega telefona. Seri. John, samo sedi. John sedi. Johnny, poznaš me, veš, da se ne hecam. Na nas je potegnil pištolo, gospod. Ja, bomo si to ogledali. Kdo je izvlekel nož? Nihče, mislim, da je to boj. Počakajte, vsi smo... Redo. Dobro. Vsi smo... Kje je nož? Nihče ni potegnil noža. Prisanem pri Bogu. Johnny, odpelji ga. Johnny, pojdi sedeti na tisti otok tam, s tistim policistom. Hej, vrni se v avto in sedi. Sedi, prosi. Prosim. Lari, pretipaj ga. Prepričaj se, da nima noža. Hočem svojo mamo. Kaj se dogaja? Hej, potegnili so nož ali pištolo. V redu, katero? Ljudje iz Taco Bell. Opiši osebo, ki je to storila. Sedi. Bil je en tip z... Nizek pa... Samo preiskal te bom, reda. Imaš pri sebi kakšen nož? Ne, nimam. Kaj imaš v žepu? Poglejva. Ne, prisežem pri Bogu. V redu. Kako je izgledala oseba, ki je potegnila pištolo nate? Kdo? Poglej sem, govori z menoj. Mislim, da je imel tetovaže. Tetovaže? V redu. In kot imel je prav, poskušal sem zaščititi svoje dekle, ker je potegnil pištolo ven in bil sem prestrašen za svoje življenje. Seveda. In kaj potem? Ali jo je uperil vate? Hej, stekel je do svojega avta, ne? Ko sem šel, kot da bi se obrnil. Ja. On je takole. Kot tekel je in vzel je pištolo, jaz pa sem hotel iti po drugi poti, da bi se mu izognil. Ja. Da grem naokoli in zadev sem tam ob strani, ravno v kot robnika tam. Je to del vašega avtomobila tukaj? Ja, avto moje punce. In nisem mislil tako, samo poskušal sem rešiti najino življenje, ker so potegnili pištolo. Dobesedno se tresem, gospod policist. Strah me je za svoje življenje, nisem hotel biti ustreljen. Razumem. Kako se je to zgodilo? Zakaj je nekdo... Ker sem šel skozi pas za naročanje, ker smo naročila pri Taco Bellu. Ja. Mobilno naročilo. Ja. In poklicala sva, da preverva, če je tam. In so poskušali reči, da ni tam, zato sva šla skozi pas za naročanje. In so nama delali težave zaradi tega. Mislim, postali so zelo glasni z nama. Zato sem bil in sem se razjezil. Rekel sem, naj se jebejo. Zato sem se odpeljal skozi pas za naročanje. Prišli so ven skozi vrata in naju čakali, stali so tako. Zato sem se ustavil in rekel, kaj se dogaja, kaj narobe. In jaz sem skočil ven, stopil ven, spoštljivo, tako sem stal, rekel sem, kaj se dogaja, in drugi tip gre okoli vogala. Hodim v to smer, kot da bom stekel, da vidim, kaj počne. On steče do tistega sivega avta tam. Tistega modrega? Ja, tistega modrega, parkiranega naravnost ob Taco Bellu. Gre nekaj vzeti iz avta. In on je takole, se sklanja. Tako, za svojimi vrati. Ja.
Tako da kaže, v redu. V redu. Tako da sem takrat pospešil. V redu. Kar usedite se tukaj. Samo stanite tukaj, prav? Medtem se je drug policist pogovarjal z Jonathanovim prijateljem, ki je očitno pripravljen in želi policiji povedati, kaj se je zgodilo. Nismo pleteni. Poskušali smo povedati Jonu, naj ne izstopi iz avta. Prav. Poskušali smo mu reči, naj se umiri, ker je tako, kot je. Oddaje mobilno naročilo pri Taco Bellu. In iz nekega razloga se jim očitno ni prikazalo na zaslonu. Tako sem rekel, John, pejdi skozi drive-in in poglej, če lahko kaj naredijo. Naprimer, pokaži jim potrdilo iz aplikacije Cash App, da je plačilo šlo skozi na tvojem telefonu. In morda je šlo samo za napako. In potem so rekli, No, ne moremo ničesar storiti glede tega. Rekel sem, John, ni vredno, samo $30. In potem je začel nanje res povzdigovati glas. In rekel sem, John, ni vredno, stari. In potem je tip začel biti nesramen do Johna in potem je čat rekel, zapeljemo naprej. In potem so skočili ven skozi vrata. In potem je rekel sem mu, naj neha, ne moram nadzorovati njegovih dejanj. Potegnil ga je. Tretji policist je bil z Jonathanovo punco Jano. Pravi, da je Jonathan vozil njen avto. In v očitni naglici, da bi pobegnil s kraja dogodka, je zapeljal čez vsaj en robnik. Zdaj je Jana po telefonu s svojo mamo in jo prosi, naj pride v Taco Bell. Pomiri se, pomiri se, pomiri se! Pomagaj mi, pomagaj! Pozdravljeni. Kako mi ime, gospodična? Gospodična, kako vam je ime? In to je moj avto. Lahko naredite nekaj globokih vdihov? Potrebujete rešilca? Ne morem! Ne morem! Ne morem, ne morem. Ne morem. Ne. Samo pridi sem, Gwen. Mislim, da jih je 7. Ne morem verjeti, da sva se vrnili. Ne, zdaj samo ostani tukaj. Ne, ker mislim, da vem, o čem govorijo. V redu, res ne vem, kaj se dogaja, ampak ti lahko pomagam. Kaj je to? Končalo se je. Je lahko pokličeš nazaj? Zame. In jaz je rekla, poklič 911. Si poklical 112. Sej sem ti rekla. Oprostite, kako vam je ime? Niste povedali. Več zaposlenih v restavraciji je policiji povedalo, da so bili sumničavi, da sta Jonathan in njegovi prijatelji poskušali izvesti pogost prevarantski trik, da bi dobili brezplačno hrano. A stvari so se hitro zaostrile. Mi lahko razložite, kaj se je zgodilo? Prav, prišli so prej, ne? Rekli so, da sem mu dal njegovo prvo naročilo. Ja. Dal sem mu njegovo prvo naročilo, dal sem mu vse, prosil je za še eno naročilo, ni v mojem računalniku. No, ko date mobilu naročilo. Lahko samo paziš na Johnnyja, to je avto prijavitelja. Ja, to je moj avto. Ja. Bum, torej, vrnil se je. Skrbimo za naše stanke. Ja. Ta tip tukaj je opazil, da je bil tam še en avto. Jaz sem rekel, Bili so tukaj. Ko je prišel, je rekel, ej, in začel zvoreti zaradi naročila. Nismo rekli, glej, brat, vse, kar lahko naredimo, je, da poskusimo najti zate. On pa je začel popolnoma ponoreti. si slišal? Ne. Katera oseba? Voznik na sovoznikovem sedežu. Kaj je naredil voznik? Kako je izgledala oseba? Se spomniš? Rdeče trenirke. Rdeče trenirke. Bela, v redu. In je dal punca tista debela bejba na sovoznikovem sedežu, ker je imela noge čisto stegnjene. Rdeče trenirke. Ona je mahala z rokami, definitivno. Govorila je o naročilu. Zato smo rekli, ej, pokaži nam na telefonu, da piše kviši. Piše kviši, ampak nam noče pokazati. Zato smo ji rekli, ej, tvoj odnos, tega ne rabimo. Čar je tak. Ti ljudje samo poskušajo dobiti brezplačno hrano. Ja, ne? Tako se obnašajo, kot da igrajo še naprej. To doživljamo ves čas. Torej, Kot da ga poznam. Poznam ga, zato vem, da je vedno tak. Ja, je. In kaj potem? Kaj se je zgodilo, da ste poklicali policijo? Kaj se je zgodilo? poskušajo poklicati policijo, poskušajo priti do vrat. Ja, poskušajo priti tako, da bi hotel vstopiti. Zato smo odprli vrata. In prišel je ven ter potegnil tisti nož. Zato sem ga povozil. Kako je izgledal nož?
Samo vprašam. Vozilo je bilo črno. Črno, v redu. In bil je gospod v rdečih trenirkah. Voznik avtomobila. V redu. In nosil je tekaško opremo. Tako hitro si se tega spomnil. Ja, zgodilo se je tako hitro. Potegnil je nož, stekel sem do svojega avtomobila. Ali želite podati ovadbo proti njemu? Torej, samo on je poskušal dobiti brezplačno hrano. Vemo, zakaj je šlo pri tej prevari. Poskusili smo. In kaj je rekel, ko je potegnil nož ven? Kaj? Ali je samo potegnil nož ven? Ja. Verjetno je hotel govoriti o tem, ampak je sam potegnil nož. Ugotovil sem, ja. Ko sem to videl, sem stekel do svojega avta. Vas moti, če hitro vzamem vaše podatke. Vaše ime, priimek, datum rojstva, gospod? Ste prebivalec Connecticuta. Iz katerega mesta prihajate? V redu. Prepričan sem, da bo v tem več kot en jebeni zapis, zato bom poskusil, če vas lahko lažje najdem. In potem, katera je vaša najboljša telefonska številka, gospod? 41. Hej, fantje. Daj no. To si zaslužiš. To si zaslužiš. Ja, rekel je, da je nekdo potegnil pištolo nanj. In potem je odpeljal tukaj. Odpeljal je, ker je naredil to in to je to. In sem mu povedal, to si je zaslužil. Bil sem zunaj avta. Druga stranka je rekla, hej, in on je skočil nazaj v svoj avto. Skočil je nazaj v svoj avto, ker so bili tukaj ljudje. Tukaj so bili ljudje, tukaj so bili ljudje. In skoraj je zadev BMW. Po pogovoru z vsemi vpletenimi so policisti začeli sestavljati sliko tega, kaj se je verjetno zgodilo. Ona to pravi. Prišla je sem, da bi to prevzela, rekli so, nimamo naročila za vas. In potem oni so se zapletli v besen papir. Mislim, da nekdo, ki mi je blizu. In so nameravali samo oditi. Ko so se odpeljali naprej, je naslednja skupina zapeljala vzvratno. Potem so izstopili, kot da se bodo stepli. In potem... Kdorkoli je bil zunaj avta, je rekel, da je videl zaposlenega v Taco Bellu, kako je šel v svoj avto, nekaj vzel in potem pritekel nazaj. In takrat so pobegnili, veš, kaj bi jih nekdo preganjal, in zapeljali čez robnik. Zato sem parkiral, tako je rekla. To je v bistvu to. Torej, te tipi so ustavljeni ali pa pravijo, da imajo naročilo, prek aplikacije pa ga ni tukaj. Lahko samo dobimo hrano ali kaj podobnega. In mislili so, ti tipi so mislili, da poskušajo dobiti obrok za ston. Ja. In oni so bili kot, to se nam dogaja ves čas. Tako da so verjetno res hoteli dobiti obrok za ston. Ne glede na to, ali so bili iskreni ali ne, so verjetno mislili kot, vseeno mi je, ne zanima me, pojdi stran. Ja. In mislil sem, da je to zato, ker so rekli isto stvar. Prišli so po naročilo, pa ga ni bilo, ni se prikazali in potem... Zdaj mi isto, medtem ko si ti. Pridejo v Taco Bell in naročijo ta meni. Pridejo s punco, te 3 punce, ja, vse pridejo in naročijo svojo hrano. Prav. Potem se čez nekaj minut vrnejo. To je zmešano, to ni prav. In ljudje v Taco Bellu so kot vemo, zakaj gre. Pretvarjajo se, da je nekaj narobe, da bi dobili brezplačno hrano od nas ali kaj takega. Ja. In rečejo, poslušajte, ne maramo vašega odnosa, ne maramo, kako se obnašate, poberite se od tukaj. Tako se pripeljejo spredaj in Johnny se odloči, da bo izstopil iz avta z nožem in gre proti vratom. Ne reče ničesar, ne naredi ničesar. Ampak očitno slišijo, da nekdo kriči na parkirišču in potem na hitro odivjajo in zadenejo v tisti otok tam. Ko sem prišel sem, so poročali, da so ljudje iz Taco Bella uperjali pištole vanje. Po mojem mnenju je tako, da verjetno želijo nekoga okriviti za svojo nesposobnost. In zdi se, da posnetki nadzornih kamer iz Taco Bella potrjujejo teorijo policista. Posnetek prikazuje avto, ki ga je vozil Jonathan, kako stoji pri okencu za prevzem hrane. Avto začne speljevati, a hitro zapelje vzvratno in skoraj zadene stranko, ki se je pravkar pripeljala. Domnevno Jonathan hitro zapelje okoli do sprednjega dela trgovine, kjer sta 2 zaposlena prišla ven, da bi se pogovorila z njim. Ko pa Jonathan izstopi iz avta, naj bi v roki držal nož. Zaposleni zbežijo v drugo smer. In Jonathan sledi enemu od zaposlenih kak meter ali 2, preden se vrne v avto in odpelje. Ja. Mislim, po ogledu tega videa, mislim, da mora Johnny priti z nami. In iskreno, otrok, ki je imel tisti prekleti boksar, mora priti noter. In to bo štelo kot nošenje nevarnega orožja oziroma posedovanje orožja v vozilu, ker jih ne smeš imeti niti v vozilu. Ampak to lahko uredimo, ampak lahko za trenutek to držiš. Johnny, naredi mi uslugo, hitro vstani.
Daj roke za hrbet. Je v redu, ne bolite. Johnny, potegnil si nož nanj in potem si ga začel preganjati, ko se je umikal od tebe. Ko se vrneš v pisarno, pištola. Ko se vrneš v Hackford. Lahko daš pravo izjavo. Pojdi nazaj po tej poti, veliki. Zaupaj svojemu avtu. Ustavi se, skoraj, v redu. Ja, ne bom vrgel tvojih stvari stran. Bom izpuščen. No, moram ugotoviti, moram govoriti s svojim šefom. Vem, da imaš kar dolgo zgodovino z nami, Johnny. Torej, mislim... In to naredijo tak hiter. Dobesedno je rekel, da gre teč. No, kot je rekel moj šef, bomo vse uredili. Jonathanovi prijatelji so policiji domnevno povedali, da je Jonathan nekje odvrgel nož, vendar ni vedel, kje. Po policijskem poročilu je Jonathan policiji na koncu povedal, da ga je dal v torbo v prtljažniku avtomobila in našli so ga točno tam, kjer je rekel, da bo. Policisti so pridržali tudi Clifforda Schwartza, ker naj bi imel nož z boksarjem kot ročajem, kar velja za nevarno orožje, ki ga ni dovoljeno nositi kot vsakdanji nož. Med preiskavo je prispela Janina mama in uspela pomiriti svojo hčer. In čeprav Jana ni bila aretirana, želi eden od policistov zagotoviti, da Jana in njena mama vesta, da bi lahko bilo vse skupaj veliko huje. Samo sprašujem se, če bi napisali, da poskušate. S prevaro priti do hrane, kar tako ben zaradi tega. V redu, torej v bistvu ste prišli sem in poskušali s prevaro priti do hrane pri Taco Bell. Pravite Taco Bellu, da imate spletno naročilo. Taco Bell je rekel, seveda, pokažite nam dokaz, da imate spletno naročilo. Z veseljem ga bomo pripravili, razumem. Začeli so govoriti neumnosti. On skoči ven in potegne nož. Jaz hodim naokoli, pa pač hodim. Na zaposlenega in začne zaposlenega preganjati z nožem. Zdaj, vaša hči ve bolje in točno ve, kaj se je zgodilo, tudi ona se nam izmika. Prav, lahko aretirajo tudi njo, razumem. Razumem. Poskuša si ne pokvariti dopusta. Ne. To razumem, cenim to. Ampak, mislim, dejstvo, da je strah, je tudi pomembno. Mislim, da ji ne bi smela reči, naj se pomiri, ker bi jo lahko prav tako aretirali zaradi tega. Je del tega. V redu, kot sem rekla, te ne zadržujem. O ne. Nisem hotla, samo rada bi se prepričala, da sem pripravljena na to, da ni možnosti. Ne, mislim, da svoji hčerki težuje življenje, ker se potika naokoli, ker preverja stvari, ker trdi, da so oni najboljši. Jana je privolila, da bo policistom dala uradno izjavo. In potem je poskušal peljati naprej in takrat se je ustavil ter izstopil. In dobesedno je rekel, da ima prazno pnevmatiko. Moj avto je imel prazno pnevmatiko in odbijač je visel dol. In do takrat ste vi že prihajali. Misliš, da če avto ne bi imel prazne gume, bi samo nadaljeval z vožnjo ali misliš, da bi to opazil? Definitivno. Torej praviš, da je avto postal nevozen in ni mogel voziti? Naprej? Ja. Ker če bi bil avto še vedno vozen, bi šel naprej. V redu. V času med našim prihodom in trenutkom, ko smo začeli dojemati, kaj se dogaja, ali ti je kaj rekel, je kaj naredil? Je poskušal se je približati in rekel, da ni njegova krivda to in to. Potem me je poskušal tožiti, rekla sem mu, da to ne bo šlo, res si samo zajebal. Vse. In samo začela sem jo zapuščati in rekla sem ji, pejdi iz avta. V redu, to je v bistvu to. Naj preverjam, če so kakšne napake. Še enkrat ti ga bom prebral in potem mi povej, če je v redu, prav? Policija je Jonathana Jenkinsa obtožila kršitve javnega reda in miru 2. stopnje, groženj 2. stopnje, ogrožanja varnosti 1. stopnje in vožnje motornega vozila brez vozniškega dovoljenja. Po sodni evidenci je bil Jonathan Jenkins poznan za krivega fizične grožnje in kršitve pogojne obsodbe. Iz sodnih zapisov ni jasno, ali je Jonathan Jenkins zaradi svojih dejanj dejansko prestal zaporno kazen. Zdi se, da Clifford Schwartz ni bil obtožen nobenega prekrška ali kaznivega dejanja. Kot je dejal eden od zaposlenih v trgovini, je to pač samo Taco Bell.
Bell. Hvala, ker ste bili z mano v tej epizodi. Sem Elizabeth Milner in se vidimo jutri z novim primerom.